No, danes sem bil vabljen, kot vidite, iz vabila. Pravzaprav so me klicali kot osebo, da bom dal potrebne podatke o kaznivem dejanju izdaje tajnih podatkov. In sicer kar posebna skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Lahko povem, da se je zaslišanje oziroma to pričevanje karkoli že končalo v 5 minutah. Povedal nisem nič, rekel sem, da sem vse, kar sem imel v tej zadevi zapovedati, objavil v TV Dnevniku. To je bilo to v bistvu, zdaj pa razen tega lahko rečem, da menim, da gre za pritisk, da bi se skupina za pregon organiziranega kriminala morala ukvarjati s čim drugim, ne pa s tem, kaj novinarji poročamo in kako poročamo o zadevi. Ste vi edini novinar, ki so ga vabili na pogovor? Po teh informacijah, ki jih imam, da. Kaj pa so želeli izvedeti od vas? Zanimala jih je povezava oziroma telefonski klic z gospodom Božidarjem Martinom Darkom Njavrom. Se pravi, hoče razkriti vire, se pravi preko virov, do virov preko vas? Jaz sem povedal, da brez odvetnika ne bom nič več povedal kot to, tako da sem povedal 2 stavka. To so zapisali v zapisnik, ki sem ga podpisal in to je to. Pa se vam zdi pravilno, da preganjajo novinarje oziroma da se po tej poti lotevajo primera Patria? Ne, jaz sem jim tudi povedal, da čutim pritisk, da to razumem kot pritisk na mene, kot novinarja, če me kliče posebna skupina za pregon organiziranega kriminala, in to na Vrhovno državno tožilstvo. To zagotovo je pritisk. Pa ste storili kaj narobe, po vašem mnenju? Ne, stojim za tem, kar sem objavil. Najlepša hvala.